Celostni pristop pomeni vključevati vse tiste, ki jih neka stvar zadeva. Ne samo zanima, zadeva, ker je treba najti tudi tiste osebe ali tiste skupine, ki so z neko fantastično idejo, kaj bomo naredili, prizadete, oškodovane. Vse te ljudi je treba zraven dobiti. Ponostavljeno se lotevamo takih stvari lahko tako, da rečemo, pa ne se sekirati za druge. Se imamo mi dosti dela sami s sabo, bojo že kako. Ampak potem ne pridemo do celostnih rešitev, do rešitev, do katerih pridemo z veliko več težav, dlje traja, da pridemo do njih, pa pogosto niso tiste, s katerimi bili sami zadovoljni, kaj šele tisti, ki jih nismo znali hoteli vključiti. Problem je pravzaprav ta. Srebrna ekonomija je neka zelo kompleksna stvar, velika stvar. In ljudje se običajno ogibljamo zapletenih stvari, ker jih ne poznamo, bojimo se škandala, kdo bo to naredil, dajmo vsak na svoji parceli, pa smo spet tam, kjer smo bili. Kot je gospod Kidrič lepo rekel, kaj, če bi samo tam bili, kjer smo bili, ali gremo nazaj, pa je pa to sploh tragedija. Predlog, ki iz tega izhaja za našo skupino, je ta. Ali lahko izostrimo problem, ki bi se ga lotili, problem, ki se ga je treba lotiti. Najprej zgodaj reči, kako opredelimo problem. Vse vemo, kaj so problemi. Ali res vemo? Da je problem opredeljen, vemo takrat, ko se tisti, ki jih zadeva, strinjajo, da je to problem. Problem poznamo takrat, ko ga lahko izrazimo v enem stavku. In to je veliko težje, kot napisati 3 strani, iz katerih se še jaz sam dobro ne najdem, zakaj gre. Kaj še drug, ki naj bi brali, ampak ne se sekirati, se itak ne bo noben bral. Jaz sem pa le napisal. Profesor Trstenjak je rekel, opredeljen problem je že napol rešen. Ko mi vemo, kaj je problem, pa se srečamo vprašanjem, kako pa že nekaj narediti. Hudo je, če se gre v nejasno problematiko z reševanjem, ker je potem jasno, da bo veliko razočaranja, veliko izgubljenega časa, porabljenega denarja, nezadovoljstvo, ker seveda vsak imamo svojo predstavo, kaj je problem in kakšne rešitve rabimo, ker se nismo vzeli časa, da bi se zmenili, kaj je problem. Vse tisto zgodbo poznate, ko prijatelj zagleda na cest, prijatelja, ki teče z biciklom, ves premočen, laufa. Prav, kam pa ti tako divjaš? Prav, tako se mi mudi. Je prav, pa, zakaj pa tečeš, imaš bicikl? Je prav, nimam časa, da bi na enega skočil. In to je resna stvar, da se mi ne vzamemo časa, da bi se zmenili, kaj je problem. Danes je bilo nakazali kar nekaj problemov, zato ne boš ni en sam problem, ampak je nekaj, ker zadeva različne ljudi. Sporočilo bi bilo, ne se bati zapletenih stvari. Ne se bati. So načini, kako se jih sistematično lotiti, kos za kosom narediti in ves čas vedeti, kam bi rad prišli. S tem v zvezi je predlog za to skupino, da bi rekli, a bi se mi lotili stvari, ki bi jih poskušali skupaj narediti, kot prototipov. Ali je kdo od vas po osnovni izobrazbi strojnik? Elektro, evo ga ta živi. Tehniki, a kdo arhitekt, gradbenik? Tehniki vejo, kaj so prototipi. V avtomobilski industriji si lahko predstavljate, da bi šli delati nov avto, kar tako, kam je eno fino idejo. Rekel, bomo s ponedeljkom kar začeli. Ob vseh mukah, ki jih v avtomobilski stroki imajo, da ne razvijajo nov model, se jim še včas zalom, pa leto, dve za tem, ki model na trgu rečejo, 3 milijone avtomobilov nazaj.
ker v enem delu avtomobila je en delček, ki vam bo najbrž pregoril, pa morate prijeti nazaj. Koliko to stane? Ampak oni vejo, kaj so prototipi. Bom zelo konkreten. A bi mi lahko naredili, in če bi se zmenili, pa ga bomo, prototip fleksibilnega delovnega časa. Kako je to mišljeno prototip? Ja, da bi se zmenili, da bi to probali narediti z vednostjo ustreznega ministrstva, poizkusno, in vseh tistih institucij, ki bojo morda a priori rekli, to je brez veze, to se ne da, to se ne sme. Preverite, se piše v uradnem listu, to se ne sme. Da bi ignorirali, da se ne sme, ampak bi kar naredili poskusno, zaprobati. Ne se bati, probati. Jaz sem se o teh stvarih veliko učil pri moji ženi, me veseli, da je danes zraven. Ona je oblikovalka. Ona je morala sodelovati 2krat na leto pri novi kolekciji. In kaj so oni naredili? Ko so si zamislili barve, pa vzorce, pa model, so kar naredili, so kar sešili, so imeli posebno delavnico, pa so pa trgovskim potnikom pokazali, tako ne bi gvant lahko zgledal, ne? Pa so pa rekli, se to bi bilo v redu, so pa naročili. Koliko smo pa mi sicer v življenju vajen kaj probati, ali kar vemo, kaj je treba, in če imate oblast, pošljšte, k tank, ne? Tudi, če je treba koga malo povoziti, bo že malo noga zrasla. Probati. Ne se bati izraza, probati, poizkusiti. Ta kultura je veliko bolj prisotna v ameriškem izobraževanju kot v evropskem. Oni kar probajo, če ne gre, pa še enkrat. Če pri nas ena firma ne gre, še smo vedeli, nikoli več, da se mi tacka ne lotiš. Probati. Predlog bi torej bil, da bi si v prizadevanjih, zlasti tisto, kar je usmerjeno z dejavnosti univerze, rekli bi mi kar probali. Povezava z Makedonijo, povezava z nekaj bližnjimi državami, predlog enega poizkusa fleksibilnega časa. To je odvisno od tega, kaj mislimo, da je problem, kaj znamo narediti, kdo bi lahko pomagal, kdo bi kaj naredil, ampak povabiti tiste, ki jih to zadeva. Ta del bi končal z idejo odprtega inoviranja, open innovation. To je zelo zahtevna stvar. Vsi smo za inovacije, čeprav kaj smo natančno pravzaprav ne vemo, kako bi se jih lotili. Tako inovirati. Za inovacije smo pa vsi, pa ja. Zlasti, če meni kaj ne škodijo. Ampak načelno seveda smo vsi sami. Open innovation je demokratizacija inoviranja, ki predpostavlja, da se povabi vse, ki lahko pomagajo. Mi imamo še kakšne organizacije, kjer imajo na vratih napisano vstop prepovedan, podnaslov pa je razvojni delek. Da ja ne bo kdo notrišel, da nas ne motil, ker, a veste, mi inoviramo, ne nas motiti. Everybody invited. To je z metodološkega vidika. Z praktičnega vidika bi pa predlagal, da razmislite, ali bi bilo za vas zanimivo sodelovati na konferenci septembra v gradu Jablebo, 19.20. september, že 6. konferenca o čezmejnem sodelovanju. Vesel sem, ker letos prvič bomo imeli 3. univerzo zraven. Dr. Krajnčeva bo vodila panel z naslovom Čezmejno sodelovanje, srebrna ekonomija in 3. univerze za 3. življenjsko razdobje. Nikoli še nismo te teme imeli, je pa zelo aktualna, zelo pomembna. S predstavnico iz ministrstva sva se ravno na hitro pogovarjala, da je pravzaprav ona pa vidi možnost, da bi imeli en tovrsten panel njenih kolegic, kolegov, ki so na ministrstvih, iz bližnjih držav. Panel je 90 minut, nič referatov, samo izmenjavanje idej, zraven pridejo tisti, ki jih tema zanima, panelisti se pa probajo zmeniti, da bi kaj skupaj naredili. Če imamo kje ambicije za evropske projekte, potem je pogoj najmanj 3 države skupaj. To naprej pripraviti pa pomeni 12 mesecev, 2 let predno je razpis, že na tem delati, da ko pride razpis, mi že vemo, kaj bi rad naredili. To je bila
To je moj prispevek v okviru tistega, kar smo rekli za srebrno ekonomijo, pa tretja univerza, pa lotiti se velikih stvari, korajžno, postopno, skromno, mečkeno, s prototipom. Naj končam s tem, da prototip izgleda kot igračka. Je pa zelo resna stvar. Kajti, ko so prototipi dozoreli do te faze, ljudje pravijo, to je pa to, postane neustavljivo, ker ljudje hočejo to dokončati. S tem smo zaključili ta del, ko smo rekli predstavitve naših prispevkov, sedaj pa odpiramo razpravo,